potovati, to je krasno. Potovati z motorjem, to je čudovito. Potovati z motorjem, pa me zare še eno lušno punco. A si lahko še kaj več želiš? Jebeš ti avanturo, kjer se vse dogaja tako, kot si doma splaniral. Kakšna avantura je to? Bom šel pa na Maldive, te bom rezerviral pol plačo, celo neko predplačilo. Me kliče naslednji dan, ona dare proti zvone, kaj ti greš res z nami. Takrat so se pa napake lahko plačevale z življenjem, ampak nikoli pa nisem imel občutka, da sem v smrtni nevarnosti. Nikoli mi ni šlo tisto res za las. Mi živimo v najlepšem delu sveta. Evropa, to je koncentrat lepote. Zdaj smo pa mi, 3 brati, ki vstajamo, 3 mošketirji, samo na eleganci in dostojanstvo nam mogoče še kaj manjka. Jaz imam pa milijone, jaz imam pa jahto. Zmeraj boste srečen, ker sosed bo imel za meter daljšo jahto. Meni pa nihče ne more reči, da ima več od mene, ker ljudje dragi, živim tvoje sanje, ti pa imej svoj denar. Pozdravljeni v podkastu Dolenjskega lista. Naš gost je človek z nešteto zgodbami s polstoletnih poti po svetu. Napisal je 11 knjig, zamenjal 13 motorjev, ima 18 polnih potnih listov, države, ki jih je obiskal, pa že davno našteje več. Lahko bi rekli, da je državljan sveta, a v srcu vedno nosi Dolenjsko, še zlasti pa Podgorje, kot mu sam pravi. Čeprav od študentskih let živi v Ljubljani, se zdaj, ko je upokojen, vse večkrat vrača na rodni Ratež, na tiste stezice in poti med gozdove, trte in ljudi. Zvone Šeruga, vesela sem, da te končno gostim v našem studiu. Renata, to spa tako da popovedala, mi šlo kar mal na jok. A tudi jokat znaš? A znaš jokat? Čak, daj sem nazadnje preveril, da ne vem. Da bi se zlagal. Nisem dober v jokanju, tako bom rekel. Običajno te poznamo kot zabavnega človeka, ki zna z besedami in svojimi prelepimi očmi Zvone. To si mi pa zaučil, kako že z usto vzela. Prej sem porajal, pa se poznava že koliko časa. Rekel sem po 10 letih, mater koma lepe oči. Zvone, tvoj zadnji podvig, če lahko tako rečem, ali pa najbolj svež podvig so bili Maldivi. Tja si odšel brez žene, z agencijo, kar ni ravno tvoj običaj. Kako to? Poslej, malo je banalno, da temu rečemo podvig, da se režimo bo vsem tam. Res je, po vseh teh 10 letih, pol stoletja na poti, sem prvič, oziroma ne, veš, da ni prvič, bilo enkrat že tega 20 let smo šli enkrat za novo leto s kompasom v Egipt. S celo družino, pa ne vkoli govoriti. Drugač pa res na Maldive in kar je mene impresioniralo, jaz zdaj merim nekako zanimivost nekih, bi rekel, potovanj po odzivih na moje objave na Facebooku predvsem, in to je bilo neverjetno, koliko je bilo teh odzivov. Da sem bil nazadnje toliko slaven, se mi zdi pred 40 leti, ko sem z motorjem okrog sveta potoval. Zdaj pa neki Maldivi na dopust šel. Zakaj? Si vprašala, zakaj brez romane? Dedi sem že drugič, ampak Kaja, hčerka, ona mala Kaja, s katero smo šli okoli sveta, živi s svojim Štajercem Janom na Dunaju, in Romana je obljubila, če boš imela še enega otročka, bom jaz prišla 2 meseca vsaj pomagati takrat. In tako se je ona gordana, seveda sem šel tudi jaz to dete pocrkljati, pa sem videl, se lahko samo gužvo delam in da ne bom gneče delal, sem se žrtvoval in sem poklical ene prijatelje tam, ki imajo to agencijo Šapa. To smo res kot taka, bi rekel, družna. Sem rekel, kaj imate kaj frejna? Maldivi so rekli, prid. In tako sem se znajdel s Šapa na Maldivih. Že njihova reakcija je bila, a ti Zvone greš z nami, z agencijo? Oziroma celo tako je bilo, ko sem jaz to z Romano gledal, to sem rekel, bom šel pa na Maldive, da bom jaz rezerviral pol plačo, celo neko predplačilo, tisto res vplačam celo. Me kliče naslednji dan, ona dare proti Zvone, kaj ti greš res z nami? Ja, seveda. Čak, kaj ti misliš to celo plačati?
Čakaj, ni taka navada. Ne? Tako da pol smo se zmenili, saj sem nekaj plačal, ja, ampak so mi oni ustrajali, da bo popusta, ne, ker bom sigurno pisal in bo to reklama. In potem je bilo od tega pisanja celo neprimerno več reklame, kot smo pričakovali, da bo, ker se je vmes zgodil Iran. Pa sta bila z Romano takrat po potovanjih po svetu že na Maldivih? Ne. Medva recimo tudi še nisva bila na Kanarcih, še nisva bila na Sejšelih, nisva bila na Mauriciusu, kup stvari nama še manjka, tako da je Romana rekla, dej, pojdi pogledat, bom pa le s prijateljicami šla tja, ne, tako da boš videl, a je ali ni, a ne. No, v času, ko si bival na Maldivih, pa se je zgodila ta zoprna stvar, zaprtje dubajskega letališča. Vi ste se celo vračali z letalom preko Pekinga, ne? Prek Šanghaja, kar še malo dlje, no vse zadnje, res je, da ta Dubaj se je zgodil, oziroma Iran in posledično Dubaj, prek Dubaja bi morali domov leteti, ne, in potem nenadoma smo videli, ta let pa ne bo šel, a ne. No in iz tega, da so nekateri ljudje se zahakljali, ne vem kaj, so nastali celi podvigi in zgodbe in tragedije in joki in objemanja sreče na letališču, ne vem. Mislim, da jaz sem se temu malo režal, v končni fazi pa tudi res, da mogoče imam malo več izkušenj kot nekateri drugi. Predvsem pa sploh nisem imel nobenega dela. Imeli smo vodiča krasnega Blaža, ki je to obvladal, vse je v redu, agencija uredila in čez 2 dni smo že vedeli, ne bomo šli čez Dubaj, ampak bomo šli 5 dni kasneje. Sem rekel, fino, bravo. Mačkolo, okrog riti uvaržati prek. Koliko časa ste se vračali z letalom? 2 dni smo se vračali, namesto da bi recimo bilo to 9 ur na avionu, bilo praktično 2 dni na avionih in na letališčih, ampak seveda, če bi čakali na Dubaj, bi bila pa kriza, bi verjetno še zdaj tam bili, ampak kot rečeno, manj mi bila sila pod palmo ležati z morem, oziroma osvežil sem spet svoje znanje potapljanja globinskega, tako da sem 3 dni tak pač na ta način preživel, objavljal zgodbice, ki so nenadoma eksplodirale, ne vem, koliko 100,000 ogledov, a ne, in komentarjev, in pobirali so me po ne vem katerih časopisih naših, a ne. Že sam si rekel, da so ti Maldivi res naleteli na velik odziv, na vse zadnje vse več Slovencev hodi tja, ne? Kako si pa ti doživel Maldive? Jaz bi sebe nekako izpostavil kot zelo netipičnega turista, tako da nam mene poslušati, ker imam verjetno na podlagi vseh teh svojih potovanj malo drugačne poglede. Lej, Maldivi so dvojni. Ena stvar je tista klasična slika nekih tehle resortov, čudovite bele plaže in palme in bajtice, ki so od nekaj 100 do nekaj 1000 evrov na noč. Za 2. Lahko tudi tja do 10 in več tisoč evrov na noč. Ampak to so Maldivi, ki jih posod potem ponujajo. Vse fotografije so take in ljudje pričakujejo seveda, da bojo plačali 2-3 ure, mogoče za 2 tedne in bojo vse to dobili. Vraga, ne bojo seveda. Ker drugi Maldivi so pa ti popotniški. Pač Maldivi so skoraj 1000 kilometrov dolgo otočje, arhipelago s 1200 otoki, od tega jih je 200 naseljenih. Še pred nekak 15 let nazaj so bili zaprti za tujce. Zdaj so odprti, večina njih, in točno vidiš, ko greš po teh otokih, to se gradi, to je grozljivo na vse zadnje, kako uničuje te male, mogoče par 100 metrov velike otoke in je na njih zdaj, ne vem, 20-30 hotelov in se še gradijo. Kako, dokdaj bo to preneslo, je vprašanje. Maldivi seveda tovrstni popotniški so bolj pristni. Gotovo niso pa niti slučajno tisto, kar ljudje pričakujejo, ko gledajo slike influencerjev na tistih najdražjih plažicah in hotelih. Tako da dvojni so. Sem pa vesel, da sem dal te turistične oziroma popotniške Maldive s šapci pač skozi, ker sem pač videl to življenje, ki se spreminja, ki za njih je vse lažje in lažje, kajti nekdanji ribiči postajajo zdaj hotelirji in gostinci, in življenje je lažje, je bogatejše, ampak mi turisti bomo pa čez dalje bolj nekako se pritoževali. A to so ti Maldivi? Ja, in na vse zadnje slišati in brati je tudi, in tudi sam si že ugotovil, podvodni svet siromaši.
No, se to ni samo stvar Maldivov ali pač turizma tam trenutnega, je pa gotovo lahko stvar, o kateri razglabljamo, so to naravne spremembe ali so verjetneje človekove spremembe, kajti vse to otoplitev svetovnih morij med drugim. Če se morje zviša temperatura za 1 stopinjo, se počasih tudi za 2 stopinji v letnem povprečju začnejo korale odmirati. Tiste čudovite barve, ki jih jaz poznam iz prejšnjih desetletij, neverjetni podvodni vrtovi, kot bi skozi akvarij plaval ribe in življenja, ne. To je recimo na Maldivih v dobršni meri, že bi rekel 75%, kot sem tudi pogooglal, postaja tisto, kot bi plaval med pokopališči. Vsezadnje pa je vseeno, če sem gor na metro ali 2, je še za silo, ko grem dol na 20-30 metrov, tam itak korale že počasi odmirajo, ampak tudi tam, kjer ni vpliva turizma, ni da je zdaj, da bi s plavutkami po njih tacali, je žal dolgočasno. Ampak tudi tam najdeš, so mi pravili, ostali potapljači, so lepi predeli na jugu ali na severu, skratka, zmeraj samo tam, na kjer sem jaz bil. Ker pa znam, pa jaz recimo potapljanje s Po kolikem času si se spet potapljal? Ja, mogoče zdaj več kot 10 let sigurno, tako da sem moral en dan obnovitven, bi rekel, tečaj narediti, ne. Čeprav to je tako, ko enkrat obvladaš, je tako kot bicikl, ne. Znaš voziti, samo malo na eleganci moraš pridobiti, ne. Ampak z Indijskim oceanom še nisi zaključil, ne? Menda te čakajo še Sejšeli. Seveda z Romano. Skupaj z Romano. Zdaj tokrat pa skupaj z Romano, da začnemo še te šminkeraje malo obdelovati. Jaz bom namreč zdaj, čez 2 meseca, pa me eno okroglo obletnico, da rečem, da se začne na 7, praznoval in sem dejal, glej, raje se umaknem, da ne bojo ne vem kakšne neumnosti doma, pa motor, da mi bojo na lipo vlekli pred zidanco, pa take greva, raje takrat na Sejšele, kao da bova praznovala v nekem intimnem bolj vzdušju. Tiste žurke bojo pa tudi kasneje. Sem nočem, da so ti za rojstni dan, ki pa se pa nabere neumnosti in stvari, ki jih stran mečeš in ne vem kaj še vse. Skratka, tokrat pa z Romano. Ja. 44 let sta skupaj, ne, v zakonu. Pa veš, da sem na to že kar malo ponosen. Sicer v zakonu sva 38 let uradno, ampak tistih 6 let prej sva bila pa celo bistveno bolj skupaj, ker od tega recimo so bila vsaj 3 leta, pa več, na poti z motorjem okrog sveta. In si predstavljaš, da na neki taki poti 24 ur skupaj v vseh možnih, na vsezadnje situacijah, si pa bistveno bolj poročen, recimo v narekovajih, kot pa da ženo videvaš zjutraj pa zvečer, pa je še malo kušneš vmes. Tako da zelo zdrava osnova in bi rekel, obdobje preizkušenja je bilo za nama, preden sva skočila zares skupaj in uradno skupaj. Ti si pravzaprav otroštvo preživel na Ratežu, Ratež in okoliške hribe, doline, gozdove, zidanice, vinograde, vse to zelo dobro poznaš še danes. Kako pa se spominjaš tistih otroških let kot mulca, ki je raziskoval? Temu se res lahko reče Podgurca, ne da. So pa spomini za nazaj absolutno krasni. Jaz včasih pomislim, kako so morali biti, kako morajo biti zdaj, v mojih letih, recimo otožni, nekdanji otroci, ki so živeli v blokih nekje v mestu in jim je manjkalo vsega tistega, kar smo imeli otroci na kmetih. Saj gotovo, tudi oni so imeli vraga in pol. Vsaj včasih, zdaj žal vidim tudi otroke, kjerkoli jih pogledaš, s telefonom, slušalkami, pridem dol na zidanco, gledam pač vas tam nekje na sosednjem hribu, pa se ne vidiš žive duše, zvečer pa vidim kakšnega otroka, psa na špakciji, slušalke lepo čez ušesa, telefon v rokah in to je kmečka idila današnjega časa. Ti si bil drugačen, ne? Ja, mislim, pa res zdaj zelo, čedalje raje se vračam nazaj. V tisti nekdanji dolini, kjer je bil včasih mlin, pol je to propadlo, bilo je ena razhajkana kmetija, kjer nas je 11 živelo, pač v tisti družini, iz tistega je v bistvu zdaj res nastal, lahko rečem, paradiž, se verjetno mnogi poznajo, pač kmečki turizem oziroma
domačija Šeruga, tam sem jaz rodil se dobesedno tam, takrat smo se še doma rojevali, tam sem 18 let živel, ne, in iz tistih let, če pomislim nazaj, jaz se spomnim predvsem, kako vem, da sem moral delati, ne, pa po vasi, kadar sem všel, ne, 5 mulcev nas je bilo približno mojih let tam na vasi, ne, sem bil pogosto, če sem bil tepen, sem bil zaradi tega, ker sem bil spet po vas. Ajde, na nivo, ampak seveda zdaj, če pa razmišljam nazaj, bilo pa tisto najbolj zdravo otroštvo, ne, najbolj polno spominov in dogajanja in v končni fazi celo tisti večeri, zimski večeri recimo, ko smo cela familija tam okrog tiste krušne peči smo sedeli, pa stara mama je molila rožavec, sveta Marija, zdrava Marija, saj niti ne znam več, ker ta vera nekako združena v teh naših cerkvah in svetem pismu in v župnikih, tam je zapustila v popolnosti, a ne. Ampak tista vera oziroma tiste moralne vrednote, tisti tudi neki nostalgični spomini na vse to, ne? In vse to, kar ti v bistvu tudi krščanstvo da, tudi če ne zahajaš potem v starih letih več v cerkvu, to mi pa gotovo je ostalo. Če drugega ne, se imam za menega najbolj poštenih ljudi, kar jih poznam, ne. Zvone, odraščal si ob 2 bratih in zdaj že pokojni sestri. Jaz sem bil najmlajši, Benjaminček. Kakšna je ta povezanost bratska zdaj na stara leta? Zdaj, sestra je že mrtva, ne, najstarejša je bila, pač pred 70 je umrla. Zdaj smo pa mi 3 brati, ki vstajamo, jaz temu pravim, 3 mošketirji, samo na eleganci in dostojanstvo nam mogoče še kaj manjka, je pa fino in kar je fino, kar poznam žal, kar veliko družin, kjer so sploh na stara leta vsi skregani en z drugim, sploh pa po kakšnih recimo teh delitvah premoženja. Mi smo se vsi odpovedali, mi 3, svojemu deležu, zato da je brat skoraj da Slavko napol žrtvoval se, da je prevzel kmetijo, ki je nobeden ni maral in iz nje ustvaril res paradiški, zdaj tudi prinašal, upam, da ne samo delo, da tudi kakšno bogatijo, predvsem jaz vidim delo, ampak tukaj ni kančka favšije ali karkoli že, če kaj se z vsakim letom imamo boljše. Bolj radi, bolj se srečujemo, še nekaj, več se režimo skupaj. Skoraj da moja zidanca nekako, ki sem jo podedval, to je bila takrat, bi bila zdaj razvalina, ampak sem lepo eno luštno hiško naredil. Ti se mi zdi, da je en tak center, kjer se dobivamo vse te naše familije in ko se znamo, zato pravim, 3 mošketiri, sem še režimo se, ne. In to je tisto tako pomembno, veš, 2 stvari, da mi laufata. Z Romano, da se imamo fajn že 44 let in z brati, da se imamo fajn že desetletja dolgo. En brat je pač 80 let, drug 77, jaz jih bom imel 70. Še nekaj pa odgovorim. Če me pa vprašaš za nazaj, jaz bi včasih kot tepo, kot bika. Koga? Nisem, 2 brata, ma tudi sestra včasih. Bil sem tam mala, Benjaminček, razvajenček, jaz vem, da sem bil tam mal samo potem, ko so me neobčasno, ata pa mama tako poritja, ne vzgojno, nič zlobe. Ma tudi 2 brata sta mi tepla. In jaz prav nisem razumel, ko so župnik včasih govoril, ljubite se kot bratje in sestre med sabo. Ampak zato si jim verjetno všel v Ljubljano, ne, študirati novinarstvo. To ni bila ravno, ni bil razlog, ampak to je seveda del tistega zdravega odraščanja. Bili smo vsi 3 pastirje, sem bil tam mali in seveda, biš mali, tukaj težiš, ne. No, to so običajni odnosi. Vse je bilo v zdravih mejah. Običajni odnosi, ne. Sestra mi recimo, mečkega, ne vem, letos mi svinak zapirala, tam prasicija, ne, to se ne spomnim. Ona se je pa to kar skoraj da zjokala, ja, kaj če bi ti kaj naredila, ne. Pač ona mi je zaprla zato, ker mi je morala čuvati. Me je dala teh prascem, pa sem potem dal mir. Ampak študij novinarstva, tam si spoznal Romano, pa je bilo to tudi na kakšni dolenjski fešti. V tistih časih so bile te fešte znane med študenti. Ni bila dolenjska fešta, ampak pri meni, jaz sem študiral, tako bom rekel, 8 let ali tam nekje,
še zdaj utrjujem snov v 4. letniku, študiral sem novinarstvo. In sem bil pa znan po tem, da sem bil zelo malo tam. Potoval sem že takrat ogromno, ta čas, ko je moja generacija sošolcev delala izpite in po 5 letih diploma in odhajala pač v svoje službe in lokalne stolčke in na poti pač gor v boljše življenje. Takrat sem se izvozil z motorjem okrog sveta, recimo, in pisal že knjige in delal za največje, slovenske, jugoslovanske časopise in revije, Ampak je pa res, da kadar sem bil doma, da sem se potem švercal študentu, ker pač nisem uradno kje živeti. Na eni od teh mojih žurk, veliko sem jih organiziral za novo leto, je prišla tudi ta Luška na Brudsko, ki sem jo odprej sicer tako malo že poznal, ampak takrat sva se malo bolj, bi rekel, zbližala sem ko sem jaz čez 5 dni že odhajal za 6 ali 8 mesecev na barko. Kot mornar sem šel delati za splošno plovbo, za neke nove izkušnje in nove denarje. Tako da potem ta najina ljubezen se je razvijala šele po pošti, po pismih. Ni bilo telefonov, SMS-ov, ne vem kje, Zoom, ne vem, video pogovori. Te pisma 2-3 tedne so hodila tja, pa 2-3 tedne nazaj in po 8 mesecih sva bila medva tako rekoč zaljubljena in to še kar traja. Moram reči, da je bil po 44 letih prav resno razmišljam, da bi jo obdržal, čemur se seveda samo jaz režim, ona pa prav, dajte, te sem pa že tokrat slišala. Zvone, kdaj si kupil oziroma sedel na svoj prvi motorček? Da rečemo zdaj tega, bo pa kar nekih 45 let vsaj. Moja takrat ena zelo resna pot že je bila recimo pol leta Afrike, govorimo 45 let. No, to ni bil motorček, to je bil že motor. Bil je avtoštop prek Sahare, na drugi strani sem pa uspel zelo na črno zamenjati tiste dolarje, ki so mi še ostali. To je bil denar, ki sem ga, poudarjam, sam služil, predvsem s fotografijo, že takrat v študentskih letih. Ni bilo sponzorjev ali pa ata, pa bogati strici. Vse, kar sem naredil s svojim delom. No in na drugi strani, v Lagosu v Nigeriji, sem si uspel kupiti prvi svoj motor. To je bil 100-kubični Suzuki za tiste cajte, že to težek motor, kar doma je imel brat, ne vem, Pony Express, Tombosi so bili zakon. In s tistim motorjem, brez izpita, brez znanja, sem jaz vozil 3 mesece po Afriki, Nigerija, Kamerun, Centralna Afriška, potem dol do Konga, na koncu ga prodal in dobil z avionsko karto, da sem se lahko vrnil domov. In takrat se je očitno vame vselila ta želja potovati. To je krasno. Potovati z motorjem. To je čudovito. Potovati z motorjem, pa me zare še eno luštno punco. A si lahko še kaj več želiš? In te stvari sem jaz nekako uspel zelo konkretno, ne samo uresničiti enkrat kao dopust za teden, 2, ampak so mi postale način življenja, potem tudi način oziroma delo, služba, že po, ne vem, mogoče res po 8 letih teh potovanj sem se dokončno odločil, da diplome ne rabim, da lahko živim kot svobodnjak, kar je bil takrat nek zelo revolucionaren pristop, tako da moja edina delovna doba je 8 mesecev splošna plovba mornara. To imam v knjižici zapisano, vse ostalo sem bil pa svobodni novinar, kulturni delavec, fotograf, karkoli že ki piše. Celo za Dolenjski list si v nekem obdobju fotografiral, menda. Ja, pa v končni fazi bi mogoče lahko rekel, da je Dolenjski list kriv za to, da sem se jaz v to sploh nekako spravil. Namreč že v 3. letniku sem si kupil za celo štipendijo, vem, da je bilo takrat 26 000 stara, tista najcenejša Beretta, fotoaparat. In kaj svem, kaj mene to tako potegnilo, sem kar začel slikati, tako resno, tudi si požek malo kupil, še zmeraj štipendijo sem šparal na vse konce, nek povečevalnik, pa sem doma začel slike delati, pa so pa že prišle neke poroke, birme pa to, in s tem sem se recimo skozi študij kasneje preživljal.
Kot gimnazijec pa sem objavljal prve slikce že v Dolenjskem listu. Vem, čist prva, 3. letnik sem bil, je bila tam na 3. strani, taka majhna, v vinogradu sem slikal, ker smo pač špičali, pa je mama prinesla glažek, poliček vina, naslov je bil Leteče okrepčila, še zdaj se spomnim. Mater se mi je fajn zdelo, mislim, da je takrat cela vas vedela, da sem jaz frajer v Dolenjskem listu imel sliko, veš, da sem takrat imela to svoje težo. Svoj čar, ne? To je bil, ni bilo drugega, Dolenjski list, pa Kmečki glas, pa Družina. To je bil zakon, ne. No in iz tega nekako se je porodila ta misel, tudi v slovenščini sem bil dober, pisal sem očitno v redu, da bi šel študirati novinarstvo. Tudi zaprosil na Dolenjskem listu za štipendijo, pa nisem bil primeren kadar, nisem bil, zdaj ne vem, meni se s tem hvalijo, jaz se pač ne rabim, ker nimam ničesar s tem, ampak moj oče je bil pač pri tabelih na napačni strani, pa še za župnika je študiral pred tem, prednji je spoznal mamo in je ljubezen prevagala in vse skupaj zamešala. In na Dolenjskem listu. Ja, to so bili tisti časi, nisi s pravimi koreninami in tako sem jaz. Pa se pravim, hvala Bogu, da se tako zgodilo. Zvone, ostal si pravzaprav potem v Ljubljani, tam si, tako rečeno, si ustvaril dom in družino z Romano, ampak vedno te je vleklo na poti. Drugam v svet, 11 knjig si napisal. Ja, pa še, že pred leti sem rekel, ta je pa te zadnja, 9., pa 10., ta je pa te zadnja. Zdaj pa že pravim, ne, zdaj imam pa še 2 v glavi. Še 2 imam v glavi in še nekaj zanimivo. Ko sem recimo nekje 33 let star zaključil tisto 4-letno potovanje z motorjem okrog sveta, to je bil, tako bi rekel, globalnemu merilu, kar dosežek. To so čist drugi časi. Takrat vem, da sem rekel, zdaj pa lahko tudi umrem, zdaj sem pa svoje naredil. Zdaj, pri 70 letih, po 11 knjigi, niti slučajno nisem rekel, zdaj pa lahko umrem, ampak sem kvečem rekel, jebem ti, zdaj imam pa še 2, dajmo še 5 let, držimo še 5 let, bomo pa videla, sem dejte socializma, v 5 letkah razmišljam, še 5 let pa 2 knjigi, potem bomo pa videli, a smo že stari, ali je končen cajt, da se usedem pred zidanco, čoham psa, ki ga še nimam, začnem pipco kaditi, ne vem, kdaj bojo ti časi prišli. Pa si vedno, kadar si odšel na potovanje, si pripravil nekakšen načrt, kaj boš počel, kam boš šel, koliko časa boš kje ostal, ali je bilo to čisto spontano? Načrti so sicer bili, ampak to so bili zelo široki okviri. Kaj se bo po njih dogajalo, pa ko rečem, jebeš ti avanturo, kjer se vse dogaja tako, kot si doma splaniral. Kakšna avantura je to? Pa še nekaj stvari. Sem že na začetku odhajal za 3-4 mesece, potem 6, 8, potem že za leto pa pol. Tista pot okrog sveta je bila sicer v 3 kosih, ampak 4 leta dolga, in nemogoče je karkoli splanirati za res. Če greš danes, poznam ljudi, recimo zdaj sem avtodomar, ko se vzame 2 tedna dopusta, grejo nekam gor do Nordkapa, pa to je vsak dan do ure splaniran, do prenočišča natančno, celo kje bo jedli, vedo že doma. In če se kaj zalomi, spremeni to. To je tako, kot da bi na Maldivih ostali brez aviona. Skratka, ne, tega nikoli pri meni ni bilo. Še nekaj, zdaj z leti je pa še celo čedalje manj. Zakaj? Ker prepuščam to Romani. Ona je tista, bi rekel, bolj organizirana, bolj študirana, predvsem se je videlo zdaj v zadnjih 4 letih, ko sva s kemperjem, s kombijem, potovala po Evropi, ona je imela vse vnaprej pripravljeno, oziroma vnaprej. Vsak dan sproti, kam greva, kaj vredno videti, jaz sem pa tisti, ki vozim in fotografiram. Tudi knjiga, recimo, zdaj zadnja brez voznega reda, tokrat je ona pisala, jaz sem pač fotograf, pa potem oblikoval, pa še par stvari tak delal in pravim, hvala Bogu, kar je kot novinarka, bivša novinarka in celo glavna urednica dela, ona je res, za njenimi besedami lahko stojiš.
To ni zdaj, če greš v Francijo, ker je tam napisala, to tam drži. Če bi pa jaz s svojim pesniškim pristopom pisal, pa niti ne bi vedel, sem v Franciji ali je to mesto na nemški strani že. Pač sva različna in se prav zato krasno dopolnjujeva. Redko oziroma skoraj nikoli nisi potoval s turističnimi agencijami. Sam si že rekel enkrat, dvakrat, ne. Ljubše ti je bilo pravzaprav sesti na motor in iti v svet. Pa si vedno želel potovati sam? Ko sem začel, prvi bi rekel, 5-6 let sem v bistvu vse te poti delal sam. Ruzak je sam, ker ena stvar je. Če se z nekom pogovarjaš, dogovarjaš, je vsaj 50% šans, da bo on nekje odpovedal, karkoli že bo prišlo vmes in to zmeraj znova poslušal. Jaz sem imel vse splanirano, pa on ni mogel, je pa zacvikal. In potem, seveda, ne en, ne drugi ne gre. Jaz sem se zanašal nase. Tudi mogoče, da sem kljub vsej tej družabnosti, ki zmeraj znova sicer tolče iz mene, znam biti pa tudi samotar. Ampak potem, ko sem recimo začel potovati z Romano, sem pa seveda videl, oziroma že prej sem vedel, da je idealno potovati v dvoje, še sploh, če je to neka lušna punca. Poleg tega je pa to tudi dobro za spolno življenje, tako običajno. Ne? In kup stvari in stroške zmanjša, sobe so skoraj da polovična cena, marsikdaj. Ne? Skratka, to potovanje v dvoje se mi je zelo prijelo in tudi potem, ko sem sam potoval, Romana ni mogla z mano, po 50. letu z motorjem sem delal po 3, 4, 6 mesecev dolge ture, je rekla, jaz ne moram, sem služba, urednica in teda, ma najci kakšno lušno punco, ne, pa jo vzem s sabo. Vse to je baje normalno tako v familiji. In je šlo, ne? Poglej, zmeraj znova sem se vračal domov in bom rekel, s kupčkom teh deklet smo res še zmeraj družinski prijatelji. Je pa en problem. Romana mi je najboljše med njimi prevzela. Ampak resno, me ljudje sprašujejo, pa kaj pa ni bila nič ljubosumna. Ma ko bo ona ljubosumna, poglej, zdaj spokličim, ko Franska, da greva na pijačo, Micka, karkoli že. In pa pravi, še bo Romana tudi prišla. Ne? Skratka, Romana je eno tako, bi rekel, univerzalno bitje, ki ga imajo vsi radi, znam biti počasih tudi zajebana. Ne? In seveda, pa zleza tudi mojim dekletom pod kožo. Pa naj bo človek kurbir, če more. No. Ampak Zvone, imam občutek, vsaj kolikor te poznam, ne, da običajno so vsa ta namigovanja bolj provokacije kot resnice. Povej mi, a si morda preden sta z Romano resno se odločila, da stopita na skupno pot, a si imel kakšno skrivno cepivo proti ljubosumju? Mislim, da ga ni bilo, ker ni bilo potrebno ne pri njej, ne pri meni. Dobesedna ljubosumja v naši hiši ni. Je pa druga stvar, da, kot si prej omenila, ljudje imajo zelo bogato domišljijo. In jaz jo z veseljem malo razburkam, potem pa pustim, da oni naprej razmišljajo in svoje najbolj pobožne ali najbolj pokvarjene želje projicirajo skozi mene. Pa si imel, Zvone, kdaj kakšne težave? Seveda, pa ne bova zdaj o tem govorila. Ne, težave z dekleti, da se je morda kakšna zaljubila vate in nisi imel miru potem? Tudi če se je zelo dobro skrivala. Aha, poglej, gre pa dejansko za en zelo pošten odnos. Nikoli, ampak res nikoli, vključno z Romano, nisem isto meni govoril in samo ti in do groba in te da obljubljal ljubezni do ne vem kdaj. Vključno z Romano, in to mislim, da je bil tisti najbolj zdrav začetek, osnova najine zveze. Medva prvi 2 leti sploh nisva ničesar pričakvala, sva imela skupne interese, skupna potovanja, skupen seks, pa občasno, ne vem, sva šla še na kakšno večerico. Ne? Vse je bilo pozitivno.
Potem se je nekako šele začelo to spreminjati kar v neko zvezo, ki je začela kazati svoje potencijale. Ampak nikoli, jaz si celo ne vem, če sem kdaj rekel, ljubim te. Ne, kar je ne bi. Očitno se imava zelo rada in zelo fajn še zmeraj, ampak zato, ker je ta beseda tako zlorabljena, tako podcukrena, tako nekako v skrajnost zmeraj znova zlajnana, da bi se nama obema, če bi to rekel, me pogledala pa bi rekla, ko ti pa je danes, a ne? Tudi ona, mislim, da mi ni rekla. Dost pa je, da to veva, da se dava čutiti, da to ni tista ljubezen, ki se še zdaj, ne vem, moji letniki za rokco držijo in niso več kot pol urce strani eno drugega. A je to po desetletjih res še zmeraj taka huda ljubezen, ali je to samo neka vdanost v naveličanosti oziroma strah pred partnerjem, ker če bom pa zdaj roko ven potegnil, bo pa cela štala prhiš. Kaj, a me ne ljubiš več? Z Romano se nikoli ne drživa za roko. Zvone, kaj pa... Greva še na druga čustva. A te je bilo kje na katerem koncu sveta strah? Strah je zelo smiselna zadeva, zelo pametno je, da ga uporabiš za to, da ne delaš neumnosti. In vsekakor lahko rečem, da 40-50 let nazaj sem počenjal tudi neumnosti, ki jih zdaj, ko gledam nazaj, niti slučajno ne bi upal. Naprimer? Si pač, recimo, iti z motorjem, poltonskim motorjem, 2 na njem, prek Sahare, brez vsake navigacije, brez telefonov. Imel sem vode in goriva toliko, da sem vedel, da bom prišel 600 km do naslednje oaze ceste, ni bilo blizu samo neki kolovozi brez potja. Če tam zgrešiš oazo, pač se ve, kako se stvar konča. Ne bi si upal tega s tovrstnim motorjem. Ja, z veseljem bi šel z nekim primerno manjšim, pa z navigacijo, zdaj s telefoni, bla, 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 pa se gremo malo frajere delati. Zdaj je to druga stvar. Takrat so se pa napake lahko plačevale z življenjem, ampak kljub temu bi poudaril, nikoli pa nisem imel občutka, da sem v smrtni nevarnosti. Nikoli mi ni šlo tisto res za las in za noht mi je šlo. Mogoče sem kdaj v tistih časih celo znal kakšno stvar malo, ko sem pisal, da se večji frajer, sem še malo kaj našponal. Zdaj recimo tudi tega strogo ne delam več, mislim, da sem zelo realen v svojih zapisih, ampak strah naj te ne ovira, ampak naj ti pomaga, da delaš stvari s previdnostjo, s pametjo. To je tisti zdrav strah. Spoštovanjem, spoštovanjem. Strah, ki te pa paralizira, da sploh življenje zares ne spustiš skozi sebe oziroma niti do sebe. To je pa tisti negativni strah, ki pa, hvala Bogu, me ni, lahko rečem, nikoli res ustavil. Že zelo zgodaj, ko si se nekako odločil, da boš potoval po svetu, si vstopal v dežele, kjer pravzaprav je redko kakšen Slovenec že bil. Kako si se tam počutil? Kako si pravzaprav, Zvone, navezoval te stike, pa naj bodo to plemenski poglavarji ali pa povsem običajni ljudje? To je pa dejansko odvisno od tega, kakšne sorte človek si. Če si nek zaprta, introvertirana sorta, ki že doma težko vzpostavlja stike, potem, ja, pa saj si za popotnika, ampak boš zelo malo odnesel od teh stikov z ljudmi. Ampak seveda, saj stiki z ljudmi so samo ena plat popotništva. Lahko gre človek, gotovo so recimo med hribolazci, alpinisti, čudoviti ljudje, zaprti vase, zagledani v tisto svoje naravo, vidijo samo svoje stene in svoje napore in svoj vrh. Ni nič narobe s tem. Lahko gre tja ptičke samo proučevati ali pa iskati, ne vem, fosile. Nič ni narobe s tem. Sem pa vesel, da sem jaz človek, ki je dejansko naslov prve knjige je bil Potovanje k ljudem, ki je zmeraj znova potoval k ljudem, in če pa hočeš potovati k ljudem, pa moraš biti tako malo bolj odprte sorte, sploh če hočeš, kot jaz, tudi fotografsko dela, če hočeš njihove zgodbe loviti in jih spreminjati, najprej v reportaže, kasneje v knjige. V tem primeru je pa seveda stik z ljudmi zelo pomemben. In tukaj imam pa kar srečo. Znam ga vzpostaviti. Nisem pa recimo, jaz bom rekel, nisem dober kot prijatelj
to na dolgi rok. Nisem človek, ki bi ostal desetletja v tvojem življenju, ne znam jih zares gojiti, oziroma se mi zdi, da jih niti ne potrebujem. Mogoče tudi zato, ker imava z Romano nek ti svoj, ne najdveh, ampak krog najnih ljudi, ki nama zadošča, absolutno. Poleg tega sem jaz imel desetletja, zdaj te skupine, ki sem jih vodil. Ne. To je bilo to, ko bi rekel, tudi žura vsako leto, ne vem, mislim, 5-krat na leto, po 3 tedne biti na poti s skupinami ljudmi. Ko sem prišel domov, vse meni je pasalo, da sem se malo tega odpočil, puste me, kakšni veselice, kaki veselica, puste me primeru. Ne. Tako da vse se to nekako usklajuje potem pač s tem, kaj ti življenje prenaša. Je pa, recimo, sprašvala si me za te stike z ljudmi, s plemenja. Ena osnova je določeno znanje jezikov. Jaz pač se mi zdi, da čez dalje manj, ampak dobro sem govoril dobro angleško, že ampak francosko in špansko, in v svet, skoraj da v svet je bil kolonija ene od teh treh pač evropskih dežel, in še danes je marsikje, skoraj da bolj kot ne, uradni jezik pač angleščina, francoščina, španščina. In se pravi, tista osnova, da sem prišel do ljudi, je, in tudi če sem recimo v Afriki prišel v vas, v neko pleme, kjer res Bogo zaritijo nihče ne zna ničesar, kar bi je znal. Slej, ko prej so najdli, čez urico dve je že pretekel kakšen mulc, ne vem, iz sosednega hriba ali pa mogoče z misijona iz šole tam čez, ki je znal angleško ali francosko, in je sprejem, mislim, je postal stik med dvema svetovoma. Pa še nekaj treba vedeti, jaz sem jih pač iskal res tam v tistih savanah, puščavah, džunglah, čim bolj drugačne ljudi, in zaradi lastnega interesa, in zaradi seveda fotografij in pisanja in reportaža. Ampak to, kot so bili oni meni zanimivi, sem bil gotovo tudi jaz njim zanimiv. In so me sprejemali že zaradi tega, ker sem bil nekaj, česar ne videl vsako leto. Ne bom rekel, da sem bil prvi belec, ampak za mnoge otroke marsikje, pa gotovo prvi belec, ker sem že videl potem, s kakšnim strahom so me nekateri opazovali. In potem, tukaj je pa pomembno, ne skupni jezik, ne da znam jaz njihovo plemensko narečje, ampak da prideš v vas z nekim motorjem, karkoli že, ko bi se Marsovc spustil nekje na tvoje dvorišče, ampak Marsovc, ki pride ven, poglej, da tako roke narazen in reče: "Zdravo, folk, kako ste kaj, a ste me kaj veseli, bomo imeli veselico, radi se imamo, z nasmehom, in boš ti tudi tega Marsovca malo drugače gledal, kot pa če pride tako, da kremžlim pa Rambo poln nekega orožja. S prijaznostjo, prijaznost je vredna več kot znanje jezikov. V svojih knjigah si opisal številne zgodbe, številna popotovanja. Katera ti pa zdaj od zgodb pride na misel, če te na hitro vprašam? To je pa, veš kaj, to je pa toliko široko vprašanje. Mene zmeraj znova sprašuje tudi, pa katera država ti je najbolj všeč? Ne vem, je pa vseeno. Je pa dobro, Namibija. Pa sem si, ne da sem si jo zmislil, sem je krasno pred srcu. Bil sem dol že 47-krat, pač skupine vodim, celo še zdaj enkrat na leto dole. Pa sem se odločil zanjo, zato da je mira. Pa če me povprašaš, katera je pa tebi ženska najlepša na tem svetu? To pa ne bi vedel povedati. In isto je tako, če me vprašaš po 50 letih na poteh sveta, katera zgodba ti pa zdaj nekako najbolj pride ven? Ne, preveč jih je. V 11 knjigah so opisane, pa še tam je samo delček vsega. Tako kot jaz pravim včasih, gledajte, pa rečem, me dostikrat sprašujejo, a ti sploh še kje nisi bil? In lahko kvečemo rečem, poglej, skoraj nikjer še nisem bil. Ker tiste poti, če vzameš, dobro bom rekel, Kanada ali pa Afrika, pa sem je 5 let saj prekrižaril po vseh koncih, ampak to je samo tako kot pajčevina, tista cesta, levo, desno, ki vidiš, vse tam zadaj so pa ogromna prostranstva s svojimi življenji in lepotami in ljudmi, o katerih pojma nimam. A ti bo lažje odgovoriti, kateri del sveta ti je bolj pri srcu? Mi živimo v najlepšem delu sveta. Evropa je krasna, je čudovita. Šparal sem jo za konec, enostavno zato, ker sem vedel, da je najbolj obvladljiva.
Evrope praktično nisem poznal po 45 letih potovanj okrog sveta z ne vem kakšnimi vse načini. Sva zdaj nazadnje pač šla s kombijem po Evropi, a ne. In to je koncentrat lepote, ker poglej, v Afriki recimo, se poznamo tiste čudovite slike proti žirafe in slone proti sončnemu zahodu ali vrhu Kilimandžara, ne, in peščene sipine v neki večerni, jutranji svetlobi itd. Ampak Afrika je ogromna. In ko greš enkrat prek Sahare, ma en dan, dva je še zanimivo, potem se pa to vleče 2-3 tedne, ena in ista stvar. Ko prideš v savano, je to najbolj dolgočasna podoba tega sveta, tisto grmičo je suho, nikakvo zanikar na tu pa tam kakšen kucel, ne. Ampak voziš se, ena stvar je, če prideš z avionom, pogledaš neko turistično atrakcijo in greš z avionom naprej spet 2-3 ure daleč. V mojem primeru je to pomenilo 2-3 tedne daleč ali pa mesec. Da sem prišel v džunglo, ki se je vlekla 2 meseca in je bil praznik, kadar sem videl eno travco, dobesedno travo ali pa nad drevjem in kakšno modro nebo. Je bil praznik. In od atrakcije do atrakcije so bili ne dnevi, so bili tedni in meseci vožnje. Vse tisto, kar je v turističnih brošurah seveda stisnjeno v en dan ali pa na 2-3 strani. V Evropi, bom rekel, lahko tudi v Sloveniji, smo pa tako neverjetno obdarjeni z vsemi možnimi raznolikostmi, od hribov do jezer, do zelenih planjav, do morja, do Postojnske jame, do dolenjskih gričev itd. In vinogradov. Takih, bom rekel zdaj Slovenija, ampak tako kot Evropa v tem, sploh našem tem alpsko-sredozemskem delu, take lepote na tako majhnem kraju v svetu skoraj da ne najdeš. Ne, je ne najdeš. Kaj pa ljudje? Ljudje so pa v Evropi dolgočasni. Vse bolj in bolj. Kar sem že prej rekel in kar ste gotovo vsi normalni opazili, tudi ko greš dobro, v mestih so ljudje, ampak kaj? A kdo koga vidi? Španciraš. Jaz grem v Ljubljani lahko 2-3 ure po mestu, žive duše ne poznam, nihče me ne pogleda, nihče me ne pozdravi, nihče me ne spozna. Ne vidi. Tudi če me spoznajo, je stvar olike, da gre takole. Če grem v hribe ali na kakšen pohod, takrat se izkaže, da me vsi poznajo, ne. Ampak recimo tukaj, če pa greste nekamo eno vas, pejte sredi dneva v vas, skozi vas, to so kot naselje duhov. Pejte zvečer, a kje vaščani, ženske še sedijo pred hišami in se pogovarjajo ena čez drugo, otroci pa lovijo okrog, vraga se. Vidiš kakšnega otroka, kot sem prej rekel, pes na špakci, on pa slušalke, pa telefon in špancira po vasi. Žal Evropa, kar se tega tiče, je tudi fotografsko dolgočasna, meni je pomagala moje fotografske izkušnje in teleobjektivi. Veliko tudi zanimivih fotografij sem gotovo potegnil ven, ali pa razni festivali, da takrat pridem na svoj račun. Ampak poglej, pridem pa v neko Afriko, tisto ubogo, revno, zaostalo Afriko, kot tako radi poudarjamo, primitivno. Ma zvečer gledaš, že čez dan, zvečer pa točno vse tisto, kar smo mi pozabili. Vsi so okrog tistih kolibic posedajo, se pogovarjajo, otroci nabijajo neko žogo, tudi če je z blaga skupaj narejena, čista revščina, ampak v končni fazi pa pomisliš, pa kdo je tukaj bolj reven? Oni z vsem tem veseljem in smehom in kupom otrok, ali mi za čedalje višjimi ograjami teh naših, bi rekel, domov in napol vil ali dvorcev, ki jih že videvamo naokrog, čedalje višje ograje, čedalje bolj spuščene rolete, samo še kakšno odsevanje zaslona lahko videvaš skozi priprta okna, človeka praktično ne vidiš več. In to isto se recimo odraža zdaj v zadnjih letih v avtodomarstvu. Večino noči sva z Romano prespala zunaj, po gmajnah itd., ampak kadar sva šla v kamp, jaz sem pričakoval tako kot potem, motoristi, da se bomo družili, imel sem s sabo ne vem koliko litrov šnopca, bronička domače, da sem rekel, to bomo pa vraga. Tako rekoč nikogar nisem spoznal, ker večji in dražji kot je avtodom, in to so lahko tudi po 300, 400, 500 jurjev drage palače, Bolj zaprti so tistega človeka ljudje, ne boš videl, ker se bo samo pripeljal
Okna bo šla, rolete bo šle dol, satelitska antena bo šla gor, če ga boš videl, bo to zvečer, ko bo psa pelal srati in to je vrhunec njegovega dneva. Hvala lepa. Zvone, vidva sta očitno želela tudi svojima otrokoma dati delček tega, kar sta doživljala. Kajo sta vzela s seboj na pot okoli sveta pri 4 letih, ne? 4,5, ja. Ja. Kako sta se znašla takrat? Mlada starša, ne ravno najbolj izurjena popotnika, pa otrok. V bistvu smo bila midva takrat zelo izurjena, že popotnika. Za nama so bila leta, recimo med drugim 4-letno potovanje z motorjem okrog sveta. Z otroci nikoli nismo šli v hotel na dopust, mi kampiramo od pamti veka, čeprav je to zdaj že skoraj draže, kot pa najem kakšnega predmajčka. Ne. Zdaj lahko pa gledaš na to z otrokom, ko je bila Kaja stara 4 leta pa pol, a smo šli z njo okrog sveta za leto dni, zato da bomo otroku pokazali ta svet. Ali smo šli zato, ker smo pač egoistični, pokvarjeni starši, ki na nič ne mislijo in bojo otroka vzeli vse tiste nevarnosti in tveganja in kdo ve, če bojo živi nazaj prišli. Sveda lahko gledaš na različne načine, ampak jaz zmeraj znova poudarjam. Mi smo šli ne tako, kot se zdaj hodi, verjetno družine na veliko, v Dubaj za en teden, pa London, pa kaj svem, točen na Maldive, hotelsko, vse urejeno, vse vnaprej plačano, vse blokirano. To je bil še zmeraj čas, ko ni bilo računalnikov, ni bilo telefonov, ni bilo nič. Vsak svoj ruzak, ona je dobila ruzaček, noter malega pikija, pa 3 knjigice, ne? In smo šli lokalno, tudi če je bilo treba 2-3 dni peš po tistih hribih nekih plemenskih, recimo v Aziji. In zmeraj znova poudarjam, ne samo da otrok zmore, noben otrok se ne rodi razvajan. Take mi naredimo. In se potem zmeraj znova pritožujemo, ne si pa tako razvajen, noče nič jesti, noče nič hoditi, sem hotel, da se greva sankat, pa sem ga moral gor vleči, ne. Mislim, lepo vas prosim, ne se pritoževati, ker sami ste jih naredili take. Vaš otrok se je rodil, izhodišče je bilo točno tako, kot neko bušmansko dete sredi Kalaharja. Oba sta se rodila prazen list papirja. Ostalo pa potem mi gradimo na njih. Če ste jih razvadili, zdaj jih potrpite. No in Kaja je pravzaprav diplomirana novinarka. No, v bistvu antropologinja, pač študirala v tujini, v Nemčiji, pa pol Argentini, pa v Indiji magisterij delala. Ja. Tako da. Medtem ko je Grega mladi zdravnik, dela na kliničnem centru, oba sta odrasla, ozrela človeka in odnesla očitno od vzgoje same dobre stvari. Težko je zdaj recimo reči, kaj je dala vzgoja, tudi ne moram reči, kaj so dala potovanja, recimo, ker jaz zase ne moram reči, kakšen bi bil brez potovanj. Gotovo drugačen, v kakšno smer, ali bi bil zdaj uspešen in bogat poslovnež na svoji jahti, ali bi bil nek zapit bivši novinar Dolenjskega lista pred svojo zirnico, pojma nimam, kam bi me življenje zaneslo. Ne? Ampak tudi otroka, zelo sta različna, pa imata isto vzgojo, recimo iste gene, karkoli že. Kaja je bila popotnica z 18 leti, takoj po maturi. Moram se pohvaliti, oba sta bila zlata maturanta, ne moram, da ne bi rekel. Ne? Skratka, brihtnasta, hvala Bogu po mami, po kom sta lepa, ne bomo zdaj. No in Kaja je z 18 leti že odšla sama za 9 mesecev potovati po Aziji. Sama z ruzakom. Še nekaj pomembno, s svojim denarjem. Ker ona je že v prvem letniku gimnazije rekla, ko bom maturirala, bom šla pa na potovanje za 1 leto. Dobro sem rekel, ja, imaš denar, bom zaslužila. Šparala je, delala kot kelnarca, bila vmes tudi manekenka, ne vem, kaj vse je počela, šparala, dajala na stran, tako da sva imela tako na šverc, da dodala enega jurja, če bi bila kriza, da lahko tisto, ko je premaknava. Eto, po maturi oziroma po diplomi v Berlinu si je vzela leto pa pol ponovno za potovanje. Grega, nasprotno, mi smo zmeraj, ko so bili še mulci, tja nekje do 15 leta, smo ustrajali, če je lep vikend, gremo v hostel, v hrib, pač gremo hoditi. Ne? In vem, da mi je ona na parkrat rekel, ko bom pa jaz velik,
če bom imel otroke, kar naj grejo, jaz bom pa po doma televizijo gledal. Pa je tak? Je tak, zdaj s tem, da to ni televizija, ne? Ampak pač stvari so na računalniku. On je pa najbolj srečen doma, predvsem je pa seveda knjiga je zakon. Če delaš medicino z desetkami, veš, da moraš biti takole mal avtističen, ne vem, katero smerno. Skratka, lahko rečem, otroka sta uspela, ampak sta pa dokaj različna eno drugega. Kljub enaki vzgoji. Kako pa ti svojo vlogo in Romana, seveda, vlogo starih staršev doživljata? Dedka, babice? Jaz bi najprej tukaj poudaril vlogo staršev in tukaj bi pa absolutno poudaril, da tukaj moram biti pa res hvaležen Romani, ker je pa z mojim trudom sicer, ona je tako mimogrede nosila tiste 3 vogale pri hiši, jaz sem se potekal pod 4. in se trudil, da sem prispeval. Absolutno, moje potovanje so bilo moje delo, tudi finančno pač moja služba in to je ona zmeraj znala sprejeti. Ampak ona je bila tista, ki je doma poskrbela, da so stvari laufale. Jaz sem se pa dostikrat otrokom pohvalil, če nič drugega, sem vama pa najboljšo možno mamico zrital. No, ampak zdaj, ko sva pa dedi in babica, ko sem pred 3 leti dobil prvo vnukico, Pio, sem me hotel tako kakšni znanci, prijatelji, tako se veš, klasika, zafrkavanje, dedi, sem rekel, dragi moji, hvala za kompliment in upam, da boste vi to dočekali, ker to je pa v bistvu najlepše, kar se ti v življenju lahko zgodi. Lejte, zdaj so te stvari tisti, bi rekel, in karijera in vse tiste jebe mladih let in življenje brez denarja ali na minimumu in krediti in kako boš preživel sebe, kako boš preživel otroka, kako boš svetu ustregel, vse to je za nama. Sva, hvala Bogu, osnova je zdrava pri sebi, da se mi imam energijo, Istočasno pa vem, da mi je življenje uspelo tudi zato, ker sem še zmeraj z isto žensko, to je uspeh v teh časih, ker sta 2 odrasla otroka uspela, nista se zapila ali zadrugirala in ker je pa res pri tisto, kar ti življenje lahko ponudi kot darilo, ker sem dedi in je babica. To je Romana, ne vem, kje pobrala, pravi, vnuki so nagrada za otroke. Ti vedno zase praviš, da si najbogatejši in najsrečnejši človek na svetu. Nista živela tistega tradicionalnega slovenskega življenja, imeti svojo hišo, velik avto, hišo po možnosti z bazenom, vidva sta imela pravzaprav ves svet. Poglej, vse sva si ustvarila, marsikaj, lahko rečem, da sva zdaj tisti, ne vem, srednji sloj, ali sva zgoraj ali spodaj, to mi ni pomembno, ker imava vse, kar rabiva, Pomembno je, midva sva 40 in več let gradila, za razliko od mnogih, ki so v desetletjih 2-krat, 3-krat, 4-krat vse skupaj razbili z ločitvami, z bankroti, z napačnimi odločitvami, žal, pogosto lahko tudi s težavami, z zdravjem ali karkoli že, Midva sva gradila in sva si ustvarila, da lahko rečem zdaj, bogat si takrat, ko veš, da imaš dost in jaz imam absolutno zadost, ne rabim ničesar. Smilijo se mi pa ljudje, ki svoje bogatstvo štejejo samo skozi denar. Wow, jaz imam pa milijone, jaz imam pa jahto. Zmeraj boš nesrečen, ker sosed bo imel za meter daljšo jahto. Zmeraj ti bo manjkalo, ker nekdo drug ima pa milijarde itd. Meni pa nihče ne more reči, da ima več od mene, ker ljudje dragi, živim tvoje sanje, ti pa imej svoj denar. Kako si se pa znašel v modernih časih, ko si ta svoja doživljanja med potmi objavljal na Facebooku? Tam imaš 75,000 sledilcev, ne? Ja, to je kar huda številka. 80,000, mislim, da se že, Facebook pa Instagram. Tudi komuniciraš pravzaprav z določenimi komentatorji. Prebereš vse komentarje, ker teh je res ogromno. Včasih ne. Ko objavim, sodelujem mogoče ta prvo uro, tudi zato, da dam tisti zalet, Potem se pa ljudje zamotijo sami od sebe. Ampak tukaj bi jaz res poudaril eno razliko. Poglejte, včasih smo bili novinarji,
Zdaj novinarstvo je tako en tak, bolj pikzigmarski poklic, ker zdaj so frajerji, influencerji, influencerji. Ampak lejte, to so ljudje, ki so pač, ne vem, od včeraj ali od prejšnjega leta nekako prišli gor, vprašanje, kdaj bojo spet poniknili. Jaz sem pa že 50 let novinar, to ostaja v moji duši in tega ne potegneš kar tako iz sebe, sploh če se ti zdi, da imaš kaj povedati. Ampak tisto klasično novinarstvo, včasih sem te stvari povedal skozi reportaže, skozi predavanja, razprodane dvorane posod, skozi knjige. Glej, tega recimo reportaž, da sploh ne objavljam več, ker to, če bi jih kdo vzel, ne bi plačal. Ljudje so se navadili, da je vse zastonj. Predavanja sicer imam bolj tako manjše, bi rekel, mogoče do 100 ljudi, kakšne dvoranice, bolj pristno. Ampak še zmeraj mi pa ostaja, poglejte, Facebook recimo in Instagram, predvsem Facebook, ti Zvone Šeruga privat, ampak on business page, tam pa jaz lahko komuniciram z ljudmi, ne samo, da jim dajem zgodbe, ampak tudi dobivam tiste njihove odgovore. To mi pa kar nekako zapolni življenje. Kot prvo mi je vesele. Jaz ne bi mogel, ampak jaz resno mislim, ne bi mogel potovati in pri tem uživati, če ne bi dajal tega naprej. Ker potovanje samo, sprejemanje je ena polovica veselja, druga polovica je pa dajanje. Ne vem, nisem mati Tereza, ampak to zelo resno mislim. Jaz nikoli še nisem naredil posnetka, mater, s tem bom pa zaslužil, ampak sem naredil posnetek, mater, ta je pa dober, ne. Ampak čeprav vse to zastonj delam, ker to objavljam brezplačno. Ljudem sem dal za ne vem koliko knjig, tisoče strani objavljenih tekstov in fotografij, sem jim brezplačno zadnjih 20 let ponudil. Ampak, ponovno, zmeraj se pa najde tisti ampak. Poglej, na koncu se pa vse obrne. Od tega ostajam razpoznaven, nisem pač nek bivši novinar, ki je zdaj v penziji, boh ve kva počena, ne. Ostajam razpoznaven, saj ne da me do slave, čez dalje meni me do tega. Ampak od tega zadnje res dam ljudem, kar se mi zdi, da bi želel povedati. Imel sem 30 letja neke vrste mini agencije, obotična stvar, te moje poti so bile zmeraj polne, ker so ljudje mene poznali skozi te objave. Objavljam zdaj še zmeraj vsake 3 leta kakšno knjigo, te knjige so vse razprodane in so uspešnice, ker me ponovno poznajo in iz tega se pa obrne stvar tudi finančna. Jaz v končni fazi živim od tega, to sem že dostikrat rekel, ljudje dragi, živim od tega, da živim vaše sanje in vam jih tako za drobiž prinašam na domove. Upam, da vam s tem polepšam dan, vi pa meni s tem drobižem omogočite eno krasno življenje, v katerem sem res, kot si rekla, in najbolj srečnih ali zadovoljnih ali bogatih ljudi. Istočasno pa ni nobene nevarnosti, da bom zares obogatel. Kaj bi pa počel na svoj jahti? Če pa pred moje zidanco ali pa v sosedovi kleti, toliko bolj lušno. Na Dolenjsko se zelo rad vračaš. Vse bolj in bolj. Kaj te, poleg bratov, kaj te še veže? Meni recimo ni jasna ta naša, bi rekel, Melanija, Sevničanka, kako je odšla v ti svoj svet. In niti, poznam par ljudi tam, niti pokliče nikoli, niti ni glasu, nima v sebi ničesar, kar bi jo vleklo nazaj v tiste svoje korenine. To se mi zdi en tak moralno tak sprijen odnos do spominov, do nostalgije, do vsega, kar ostaja za tabo. In zato sem jaz čedalje bolj vesel, da se čedalje raje vračam domov. Žal, bom poudaril, še zmeraj se malo ali premalo vračam, zato ker imam svet je še zmeraj tako velik, tako me še na vse strani vleče, ima to zidanco, ki je zmeraj znova ven meče, mogoče grem enkrat, dvakrat na mesec, kadar kaj delam, recimo grem lahko za cel teden, pa bom napisal kup stvari takrat, ne. Ampak ja, me pa vleče prav tisti ljudje, ne ta šminkeraj, ljubljanski kravat, pa to, Francel, pa Jože, pa še en Francel, pa Janez,
ti so mi nekako vse bolj sorodne duše in čez dalje raj grem, ali Francel prid na glas, ali pa on Janez že kliče, ko vidi, da sem se pripeljal Zvonko, daj prid na glas. In to je tisto, veš, kar nekako čutim kot pristnost nekih odnosov, kot eno, kot drugo pa veš ponovno povezovanje s spomini, z otroštvom, recimo s tistimi časi, ko smo pred točno to zidanco, sem, da je bila takrat to razpadajoča hiša, ne, ko smo stali pobje cel dan, kopali tam, ne, in smo potem stali, ni bil en krigelc, se spomnijo nekateri, krigelc od Zenfa, ne, in zmeraj znova, daj hiter, viš, da čakamo, ne. To je tisto, veš, kar se meni zdi, ne šampanček, zdaj, influencer, pa zraven se slikati, pa mejte, nič vam nisem foš, ampak ta pristnost, ki je res osnova potem konkretnega, zdravega zadovoljstva, ki ima svoje močne temelje, ne pa neka zlaganost sodobnega influencerstva. Kako mi je lepo, kako je drag hotel za mano, poglejte pa šampanc v roki, pa dej. Božji, včasih smo bili frajeri, tisti, ki smo z $1 cel dan potovali. Zdaj si pa frajer, če si v najdražjem hotelu, ki si ga ne moreš privoščiti, ampak se razprodajaš vsak dan drugje in hvališ stvari, ki ti jih dajo zastonj. Zvone, Namibijo si nekako posvojil pravzaprav za svoje popotnike, za tiste, ki jih pelješ tja. Zakaj si izbral ravno Namibijo? No, jaz sem jo, ne vem, mogoče 15 različnih destinacij, Azijo, Afriko, različne. Namibija je nekako... Namibija, to je tista krasna puščavska pokrajina, s sipinami, z živalmi, s plemeni, vse imaš na kupu, bi rekel, nek antipod zeleni, čudoviti, hriboviti Sloveniji, je Namibija tista, bi rekel, razpotegnjena, puščavsko-savanska država. Predvsem pa, ko smo medva z Romano pred skoraj 40 leti z motorjem potovala skozi Afriko, to je bilo na eno leto dni dolgo poročno potovanje. Po 9 mesecih sva nekako prišla dol do Namibije, to je bil še čas, ko niti Lonely Planeta še ni bilo, kaj šele, da bi že vnaprej lahko ne vem kaj splaniral. Ne veš, vse sprot se ti dogaja. In ko sva po 9 mesecih prišla prek Sahare, centralnoafriški pregozdov, vseh savan do Južne Afrike in potem obrnila nazaj proti severu, ko sva prišla v Namibijo, nenadoma sem rekel, da te ponovno nekaj tako rekoč pretrese, to je planet Namibija, rečejo pogosto, ne. To je en drugačen svet, ne. In tja sem pa res pogosto, mislim, da zdaj že 47krat peljal tudi skupine sopotnikov in zdaj, ko sem že 5 let penzionist, sem vse ostalo črtal, ne delam več, jaz dajem zdaj prednost, ne da se mi ne da, prednost dajem svojim potem in svojim načrtom, ki jih je, se mi zdi, čez dalje več. Ampak enkrat na leto pa še zmeraj peljem ljudi dol, tudi zato, ker mi težijo, dej Zvone, dej gremo še enkrat, to že 5 let rečem, to je pa zadnjič, ampak ne bom nič rekel, pa še nekaj, imam krasnega prijatelja, kuharja Ludvika, naš možakar, skupaj zdaj že 20 let to vodiva, ker tam živimo v Gmajni, vzamemo džipe in gremo za 16-17 dni v Gmajno, puščavo, savano, spi se zunaj, šotori, zvečer je ogenj, tudi plina nimamo, kuhno imamo kot ciganski tabor, ampak to je tista pristnost, veš, ki se mi zdi, da ljudem da celo več kot sama Namibija, sama Afrika. Manjka nam tiste, veš, vsem tem našem svetu nekih finješ, šampanček, pa influencer, ne vem kaj, nam manjka tega, da se začnemo spet ob ognju pod zvezdami objemati, zvečer pijemo ne iz glažo, čebriček rečem, je zmešan tista pijača v neko plastenko, vodo odrežem gor, zmešan skupaj in gre od enega do drugega, tako kot smo včasih pred zidanco pili iz tistega Zenf kozarca. In te stvari ljudi tako zbližajo, iz tega se delajo familije, iz tega ljudje ostajajo potem mogoče nekateri do smrti skupaj. Recimo lanska majska skupina, ko smo se zdaj enkrat doma dobili, tako dolgo so me sekirali, da ne rečem buzarili, da sem pristal. Kaj je pristal? Da gremo zdaj novembra skupaj v Etiopijo še.
ker Etiopijo sem tudi že črtal, ampak so res hoteli zvone, gremo vsi skupaj, ker smo se res familije naredili, pa hočemo iti s tabo. Vzameš kot kompliment. To je nekaj zelo lepega. Da so stvari, ki sem jih dobro delal, obvladam stvari, ki jih verjetno neki vodiči od včeraj ali predvčerajšnjem ne morajo, ne znajo in eto, z veseljem. Gremo. Ampak v bistvu nikoli si pa nisem predstavljala, da bo Zvone z motorja prešaltal na avtodom in na Evropo. Pa sem se jaz dosti krivega počutil. No, ne me zdaj. Glej, kaj te je potegnilo Zvone? Tega je zdaj 7-8 let, leta 19 sem se vrnil skoraj leto dni dolge poti z motorjem od Argentine na skrajnem jugu Amerike do Aljaske, gor na severu. Romana je bila na koncu dvakrat z mano, pa še neka druga dekleta, ampak to je bilo tako fajn, z Romano se nama še kar ni šlo domov. To sva rekla, glej, drugo leto potegnava še eno orienturo, mogoče pol leta ali leto prek Azije. Takrat bi si tudi ona lahko že več časa vzela, ali celo predčasen dopust je potem že tudi, oziroma ne dopust, ampak penzijo zrihtala, oziroma dala odpoved. No, ampak leto ali dve sva bila pripravljena motor, tako kot spakiran, ampak prišel je COVID. Ni šlo leto, ni šlo dve, meje sploh proti vzhodu, Iran, Pakistan, Indija, kam češ, če se ne samo, da ne moraš prek Irana, nisem mogel iz Ljubljane do Zidance, ker so bile občine vmes zaprte. No, sem šel na šverc dostikrat, ta čas je v Zidanci nastala knjiga Kilometri življenja, moj življenjepis, ki ga mogoče drugače ne bi bilo. No in takrat je na koncu, nekako po 2 letih, z Romano dozorela tista misel, ki se je občasno samo prej pojavljala. Ti, kaj pa, če bi mi dva končno se lotila Evrope, ker Evropa se je pa že malo tako nakazovala, odpirala, bolj obvladljiva vsekakor je bila. In kaj pa, če bi mi dva to probala z nekim kombijem? Poglej, tudi to je od nama že prišlo na misel. Malo sem se počutil krivega, ja res, bil sem star šele 65 let in nisem jaz še premlad za tak šminkaraja, resno. Ampak potem, ko se je stvar, tudi ko sva to naredila in začela je pa stvar dobila res svoj smisel in sva začela uživati. In uživata zdaj. Knjigo sva rekla, bo nekaj nasilo bova naredila in 200 strani, nastalo je 460 strani, 500 fotografij, da uživava absolutno, Evropa je krasna celina, ampak bi pa poudaril, nikakor pa ne bi hotel tukaj zamenjati vrstnega reda. Če bi mi recimo bogati stric ali pa ata rekel pred 20 letih, sine, poglej, tukaj sem ti kupil avtodom, daj pejdi mal, da boš videl mal, pejdi mal do Rima, pa v Benetke. Ne, zajebal bi mi življenje, karijera in vso srečo, ki je zdaj še zmeraj občutim. Da sem šel skozi vso tisto, jaz rad uporabim besedo jeba, skozi vse tiste revščine in nevarnosti in tveganja in spanja pod palmami ali pa sredi puščave, sem prišel po nekih stopnicah do tega razkošja, lahko rečem, zdaj, ki si ga pa lahko odpustim. To je še zmeraj razkošje dolgo samo 6 metrov, nočem nič večjega, to je kombi, ki pa ima noter vse, garsonjerca pač. Kar potrebuješ. Vse, kar potrebujeva 2 človeka za življenje, no vse zadnje, do konca in naprej. Zvone, kako danes vidiš svet, ko je vse v nekem kaosu, ko so na določenih mestih napačni ljudje, kako to doživljaš? Pa veš, da me malo skrbi. Niti ne zdaj toliko sama Slovenija, ker mi sebe vse preveč zapomembno gledamo, samo vidimo seveda vse skozi Slovenijo. Bolj me skrbi svet, ker mi smo bolj upeti v preostanek sveta, kot pa samo v te naše notranje lepote, ki si jih lahko z raznimi politiki pač očitamo in se zmerjamo in se obmetavamo z žaljivkami. To, da imamo, recimo, mene bolj skrbi Trump v Ameriki, kot pa kdo bo od nas predsednik, kdo je, namreč to snemava pred volitvami, objavljeno bo po volitvah. Tako da, bodimo nevtralni. Bolj me skrbi, kaj dela Trump
In kako se nekako Netanjahu, kako se nekako te lovke nekih sorodnih duš po svetu vse bolj združujejo in kako nekako postaja že ena taka zastrašujoča misel, da nam prihodnost mogoče prinaša ponovno tirane, ne pa neko svobodo, demokracijo in ljudi sorodnih duš, ne. Me skrbi, ne zaradi mene, ker Boga mi, tudi če mi jutri nekaj pobere, lahko rečem, da krasno Tvoje življenje življenje je bilo polno, ne? Skrbi me zaradi otrok, celo še pa zaradi vnukov, ki pa se jim bo mogoče še vraga in pol dogajalo. Kaj tebi pomeni svoboda? Zelo veliko bi rekel vse, celo namreč, ko sva z Romano recimo začela, ona mi mogoče po parih mesecih pokazala nek izsek iz svojega dnevnika, ki ga je pa spisala v tistih prvih, bi rekel, tednih ali mesecih, in o njem je pisalo: vem pa, da če se bomo Zvone moral odločiti med mano ali svobodo, mi je povsem jasno, da se bo odločil za svojo svobodo. Ampak istočasno, zakaj bi se moral odločati za eno ali za drugo, če pa imaš lahko oboje? V tej najini vezi imava ogromno svobode, s tem rečem, imava kletko, lepo, široko, zmeraj odprto, zmeraj znova lahko odhajava. To je obojestranska svoboda. Ne samo odhajava in se vračava nazaj, kadar pač želiva, se vračam nazaj in vem, da me tam čaka nek prijazen dom in me čaka nekdo. Za razliko od žal vse premnogih, ki zaklenejo tisto svoje malo ozko kletko, ključ vržejo nekam in ždijo noter v imenu neke ljubezni in kasneje vse bolj laži in sovraštva, dokler ne razbijajo tistih svojih rešetk in grejo in se nikoli več ne vrnejo. Če je to svoboda, potem hvala Bogu imejte jo, jaz sem vesel, da sva si jo ves čas dajala, ampak še nekaj pomembno. Ta svoboda, če jo zlorabljaš, če se jagaš okrog na vse možne konce, Hitro postane to ni tista breme. prava svoboda. Svoboda moraš jo imeti, ampak še bolj pomembno pa je, da se zmeraj znova vračaš k nekom, zato ker se tam počutiš krasno in lepo, ne pa samo zato, da boš gatov prav, pa da ti bo skuhala. S to lepo mislijo zaključiva tole najino druženje. Ti greš svobodno v svet, jaz grem svobodno proti domu in se še kdaj srečava na kakšnih skupnih poteh. Zvone, hvala za to, da si prišel. Hvala za vse Hvala, lep misli, pozdrav. za vse tvoje zgodbe s potovanj, za tvoje knjige, za polne potne liste in polno srce, kadar se A si srečava. ga natočva, ni cviček, Je pa dana, zdrava in dobra. dajva. Hvala tudi vam, dragi gledalci, poslušalci, in privoščite si kakšen košček sreče tudi iz tega našega pogovora. Morda ugotovite, da je svet zelo velik in v srcu hitro najde svoje mesto. Srečno!